Živijo, dobrodošli v novi epizodi podcasta Ekskluzivno. Danes je z mano človek, ki zna o življenju govoriti iskreno in sproščeno. Kreativni direktor, predavatelj in pisec knjig, ki so mnogim spremenile pogled na življenje. Z mano bo delil zgodbe o življenju, ustvarjalnosti in o tem, kako najti malo več miru v tem vsakdanjem kaosu. Z mano bo Aljoša Bagola. In seveda tudi tokrat ima epizoda dobrodelno noto, zato te že na samem začetku prosim, draga poslušalka, gledalka, dragi poslušalec, gledalec, da pošlješ SMS za vsebino ZPMS5 na številko 1919, s katerim doniraš 5 evrov, ali SMS za vsebino ZPMS10 na številko 1919, s katerim doniraš 10 evrov Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Ti pa bodo seveda poskrbeli, da bo šel denar v prave roke. Hvala. In hvala tudi pivovarni Pelicon, ki podpira današnjo epizodo podcasta Ekskluzivno. Najdeš pa jih na pelicon.beer. Aljoša, dobrodošel. Lep pozdrav. Pred dobre pol ure še v delavskem domu v Zagorju ob Savi na tvojem predavanju in kasneje podpisovanje knjig. Daj mi povej, kako si bil zadovoljen s svojim nastopom, z organizacijo pa obiskom. Naj še dodam, da je šlo za predavanje tvoje knjige, oziroma predavanje. Istoimensko, ja. Tako, ne je moč. Tako, res je. Povej. Ja, vedno sem vesel, ko sem v zasavskih koncih in tudi tokrat sem bil zelo prijetno presenečen nad množico, ki si je prišla ogledati moj nastop, nad zanimanjem za knjige. Sam sabo ponavadi rad tekmujem in ker gre za relativno novo predavanje, v bistvu uvajam kakšne stvari, poskusno se poigravam z kakšnimi momenti, kje malo kaj razvlečem, da vidim, kako deluje. In v primerjavi z zdaj že vrsto let predavateljsko uspešnico Kako biti v redu, kjer 17 strani teksta v bistvu do pike natančno in do črke natančno že obvladam zaradi toliko ponovitev in tudi dramaturgije, je v bistvu to predavanje ne več v beta fazi, kakšnega silnega preizkušanja, ampak mogoče teh nekih malenkosti, poudarkov, ritma, kakšnih tudi mogoče še kje zapletem kakšno besedo in pol moram formulirati naslednji del malo drugače. In kot si lahko videl, je seveda pač tudi to predavanje prepleteno z besednimi igrami, premetankami. In če kje kaj malo preveč spremenim, moram potem razmisliti. Kako... Bilo tudi kar nekaj humorja, je bila kakšna nova točka testirana danes, ali imaš to že skusil? Sem nekaj uvajal. Je šlo skus? Je bilo dobro, dober odziv in sem vesel. Ja, tako da kot praviš, je humor pomemben sestavni del mojih nastopov. In zdi se mi, da to dan danes potrebujemo vsi. Je bilo super, potrjujem. Me veseli, hvala. Ok, greva od začetka, malo na hitro. Se pravi, začneva v Murski Soboti. Kako se spominjaš otroštva na hitro? V bistvu hitro vračanje v otroštvo je vedno nehvaležna naloga, ampak imaš srečo, da so za mano 3 knjige, kjer sem vse to razdelal, obdelal in ti lahko ponudim tudi kakšen destilat, seveda. Sam prekinem, oprosti, audiobook obstaja? Tudi, ja. Tudi, vse 3? Ja, vseh 3. Ja. Ti bereš? Ne, nobene ne berem jaz, prvi 2 je prav Primož Pirnat, Primzi, dramski igralec z krasnim glasom. Za mene bolj to poštev šele kot branje. Ja, razumem. Ok, prosti, ker nadaljuje. Ne, nič hudega. In pač te bližnjice do otroštva so nam bolj znane in bližnjice do otroštva so v bistvu neke travmatične izkušnje, neka bolečina, ki smo jo mogoče zakopali daleč, odrinili stran od sebe, ampak nam ravno zato povzroča preglavice, da pa pač skrajšam, kot si želel, da povem to na hitro. Je moje otroštvo bilo prepredeno z
odraščanjem v gostilniškem okolju, kar pomeni, da smo nekako z družino vedno odraščali na očeh javnosti in mogoče zdaj ta del moje pojavnosti pa izpostavljenosti ni tako nedomač. Po drugi strani pa je stalna odsotnost staršev, ki sta pač bila prezaposlena garaška, prinesla tudi kakšno čustveno rano poškodbo, ki jo ponavadi strnem v občutke zapostavljenosti, neko nizko lastno vrednost in seveda imam svoje starše neizmerno rad in vem, da sta dala vse od sebe, ampak tudi do sebe moramo biti zvesti in to bolečino predelati. Ta občutek izgube, da nisi imel otroštva, ki bi bilo pač prepredeno z bolj prisotnimi starši, odžalovati. In ko se pač prebiješ skozi te neke postojanke, si pripravljen pobodati se starši, si pripravljen ponovno odnos nekako podvreči rasti, napredku, o tem seveda veliko govorim tudi v predavanjih. In tako je pač nek rezime tega prekmurskega odraščanja sila pozitiven. No? In tudi tisto, kar me je zaznamovalo in poškodovalo, sem znal spremeniti bodisi v navdih, vrsto let tudi v nezdravo ambicijo, ampak vseeno je pač to tlakovalo pot do nekaterih uspehov. Okay, super. Kaj pa pol naprej, osnovna in srednja šola? Si bil bolj razmišljajoč, uporniški? Kako si imel s šolo? Kot izziv ali kot zabavo bolj? V bistvu sem jo obravnaval kot nujno zlo, ki pa je imelo veliko nekih skritih blagoslovov. To so nogometno igrišče, košarkarsko igrišče, prijatelji in možnost, da smo v bistvu to razposajenost, ki je danes manjka, res izživeto in nenehno uprizarjali tam naokoli, na igrišču predvsem. In kasneje, ko se nam je zgodila prva mobilna tehnologija, torej moped za birmo, smo se pač podali še. Ni bila verisca? Bila je, ampak je bila sekundarna. Mogoče je tudi morala biti nujna po pričakovanju babic in dedkov. No, ampak ta res osnovnošolski del sem bil uporniški, sem bil zelo ihtav, pač zelo hitro sem naredil vse obveznosti, vrgel torbo v kot in se prepustil temu otroštvu. In ko sem bil lačen, sem pač šel v gostilno nekaj pojesti in potem spet nazaj na igrišče. Srednja šola, gimnazija v Murski Soboti, tu je mogoče ta del, pa ne ravno zdaj lahkotnosti otroštva ali pa brezbrižnosti, kot s tema besedama radi opišemo svoje odraščanje, prerasel v neko spoznanje, da pa mogoče sem neke vrste migrant, ker ko prideš z vasi v Mursko Soboto, pač nisi cool. To je treba vedeti, tam so meje jasno postavljene. Pač zdaj si prišel v Mursko, ti si z vasi, tako da act accordingly. Manj vrednost. Tako, in tu mogoče je bila ta moja manj vrednost, se pravi ta vznik, katere sem opisal v tej odsotnosti staršev, prvič nagovorjena in sem jo nekako začutil skozi potrebo, da se moram bolj dokazati, da moram mogoče biti bolj v ozadju, da moram doprinesti, če želim biti v ospredju ali pa izpostavljen, precej več. No? In to se je potem zgolj še okrepilo z prihodom v Ljubljano, ker pa sem pač bil Prekmurec, in spet ista zgodba. Prej si že delno odgovoril na moje naslednje vprašanje. Kaj si počel po šoli? Bil to šport ali si bil že takrat vpleten v to družinsko dejavnost, ki se omenil gostinstvo? Vsega po malem. To je bil v bistvu tak kompendij brezbrižnosti, tu zdaj lahko uporabim to besedo, na igrišču. Igrali smo nogomet, bili smo pri gasilcih, jaz sem bil navdušenec v zadnji triadi nad košarko. Michael Jordan je bil moj največji vzornik in
tako je to udejstvovanje pri športu. Bil sem tudi član nogometnega kluba NK Cankova. Mi je šlo, ampak imel sem to hibo, da sem vedno preigraval, nerad podajal, se utrudil, izgubil žogo in ne tekel v obrambo, tako da so si trenerji pulili lase, kaj šele soigralci. Ampak imel sem pač ta nek talent, ki so ga kakšni moji kolegi in soigralci tudi zelo dobro unaučili kasneje. Sicer pa je pač ne ravno treninge, pogosto pa ta del zabavljaškega nogometa prekinil oče, ki se je kar naenkrat pojavil, Aljoša Delat. Pri kolikih letih je to bilo? Ja, to je bilo že od zelo zgodaj. Pomagati smo morali tam že od 6. leta naprej, zlagati embalažo, napolniti hladilnike, postreči kakšno malenkost. In pač oče nas je pošiljal, ne vem, v največji gneči v klet po vinu. In takrat smo najemali gostilno, Lovski dom, in vem, da je bila ona klet taka zelo mračna, mrakobna, zelo me je bilo strah tja natakati vino in vedno sem tak godrnjal čez uno pipo, ki je počasi pretakala oziroma dotakala pijače v steklenico. In pač se kališ, se oblikuješ, vidiš, da trud prinaša neke koristi. Pač oče nam je dal, ne vem, kakšno žepnino. Lahko smo si, takrat so bili avstrijski šilingi, ki pač smo čisto zraven avstrijske meje odraščali. Zelo popularna valuta in drobiž smo si lahko otroci nabrali v kupčke in potem na vsake toliko šli v Bad Radkersburg po nakupih. Šola pa, kot sem povedal, nekaj, kar mi ni bilo prvenstveno, ampak sem bil vedno odličnjak. In tam v 8. razredu se je pa mogoče malo poznalo, da je bil odmerek športa in brezbrižnosti prevelik in sem potem moral malo stisniti zobe po kar konkretnem priganjanju moje mame. Kaj pa danes spremljaš od športa, če imaš sploh čas, če si ga vzameš? Spremljaš kaj? Da bi zavzeto spremljal kakršenkoli šport, je mogoče navada, ki sem jo opustil z upokojitvijo Michaela Jordana z lige NBA. Takrat sem tudi kot mulc še spremljal res vse tekme. Rad si pogledam kakšno tekmo UEFA, torej Champions League. Za nazaj prevrtim kakšne highlighte Luke Dončića. Potem se pa konča. Veliko raje pa recimo windsurfam, torej jadram na deski. Pred leti, to se je nažalost potem z tudi korono zaključilo, sem treniral Nanbudo borilno veščino. In zdaj hodim na fitness kakšno leto dni, kar sem zamenjal za jogo. Prej sem pač delal veliko joge, tako da sem se malo sprostil, raztegnil. Zdaj pa še malo več, mogoče ne zgleda, ampak mi je pa zelo blizu zdaj fitness. Fitness. Ja. Kaj pa kakšne želje v otroštvu? Si mogoče že takrat imel kakšne želje, kaj bi rad postal, ali pa si mogoče že vedel, kaj boš postal? Spomnim se, kako sem mami godrnjal zaradi genske predispozicije, ker sem pač želel biti Michael Jordan. Glej, kako sem majhen, ko pač bilo je v 6. razredu in eni kolegi so se kar tam potegnili naenkrat. In se meni zdelo mater vola, kaj se dogaja. Jaz pa tam v nekem, ne vem, razmerju, ki mi ni, mislim, v višini, ki mi ni bila po godu, obtičal in zato sem želel nekako nadoknaditi. Ampak želel sem postati, ali NBA igralec, ali koncertni pianist, ali pa po mojem nič drugega od tega. In moj brat Dominik je glasbenik in je zelo zgodaj zahteval, da
gre v glasbeno šolo. In ker je bilo to v bistvu še pri starosti, kjer je rabil spremljevalca, sem v bistvu jaz postal tisti spremljevalec in se oba vpisala v glasbeno šolo in v bistvu sem mu še danes za to hvaležen, da sem se naučil igrati klavir. Na to sva skupaj imela veliko bendov, igram še danes, v bistvu vsak dan in se mi zdi, da je to odlična sporedna ne karijera koncertnega pianista, za katero itak nimam talenta, je pa v bistvu neka kolateralna korist, ki mi tako olepša življenje. Sprostitev, verjetno. Sprostitev, ja. To je to. Zdaj, omenil si brata, imaš ti še sestro? Tako, Urško, ja. Si ti najstarejši ali sem, ja. Jaz sem najstarejši, Urška je najmlajša. Dobro, zdaj smo že vsi čez 40, jaz konkretno čez 40. Urška z mamo doma vodi gostilno, oziroma Urška vodi gostilno, mama ji pomaga, oče je na žalost pred leti preminil. Dominik je v Ljubljani, pet med glasbo, marketing in v bistvu nek potek življenja, ki nam pritiče zdaj pri tej starosti. Kako so se pa razumeli kot bratje pa sestre v otroštvu? Tista klasična kreganje, pretepanje, ali ste se razumeli? Pa kako je danes? Jaz mislim, da smo ohranili lep odnos, če začnem z danes, kar je pogojeno z povezanostjo, ki pač je vzklila že zgodaj. Po eni strani odsotnost staršev pomeni, da mora nekdo biti nadomesten starš, to sem bil jaz kot najstarejši. In spomnim se, kako smo pač doma čakali, da se vrneta z gostilne, včasih ob 11, včasih za vikende, zagotovo kasneje, prepleteni na kavču, kjer smo pač zaspali. In nas je pol Laješ, našega takratnega psa Pudlice, pred rami in smo vedeli, da sta pač starša prišla. In zdi se mi, da to sobivanje hkrati v tej omenjeni bolečini prinese tudi to, da smo zelo povezani. Včasih, mogoče celo na ne najbolj, zdaj beseda varen način ni primerna, ampak govorim v smislu teh soodvisnih odnosov, zato ker se razvijajo določene vloge, ker jaz kot najstarejši želim, vedno reševati situacijo, vedno biti v oporo, mlajša želita mogoče mojo pozornost, mojo naklonjenost in ko se ozaveš teh vlog in jih prepoznaš, se jih znaš na zdrav način znebiti in jih zamejiti. Da ne skočiš takoj, da v bistvu pustiš nekomu, da je odrasel, ker pač smo odrasli in se moramo tudi tako tretirati, da jim ne vsiljuješ nekih nasvetov. In tudi, da mogoče drugi ne pričakujejo od tebe, da boš vedno na voljo, vedno v oporo, vedno pač neka skala, na katero se lahko zanesejo. In to se mi zdi pomembno, da znamo ljudje tekom življenja prepoznati, da se malo s tem poukvarjamo in da ne drvimo po teh nekih samodejnih mehanizmih. In veliko družin je v razdoru, veliko družin trpi v neki stiski, ki pride z naslova neobravnavanja nekih vzorcev, ki so pač nastali v otroštvu. In to ne terja zdaj, na desetletja terminov pri psihoterapevtu, ampak mogoče zgolj neko zdravo pripravljenost, da najprej malo pač pometeš pred lastnim pragom, da pobrskaš po sebi, da ugotoviš, prebereš kakšno knjigo ali dve in se potem s tem ukvarjaš do točke, kjer si pripravljen to svoje osvojeno znanje deliti z drugimi in pač povedati, kaj se ti zdi, kako se ti zdi, in ne robantiti in ne se kujati ali prekiniti komunikacije, kot je to pač pogosto prisotno. Daj mi še povej od glasbe kot otrok, kaj si poslušal, igral si klavir, si mogoče tudi kakšen pop-rock poslušal, oziroma kaj vesel, kateri poster si vesel na sceni, poleg Jordana, kar je bilo reviji Bravo. Tako, točno to. Kar nam je bilo na voljo v reviji Bravo, je po nekem krogu filtracije in selekcije potem viselo. Zdaj spomnim se v drugem razredu, da sem zaključni izlet
nesel prenosni kasetofon, ki mi ga je oče obljubil, ne, če bom odličen, ker to sem pač bil, če bom imel vzorno vedenje. In sem se potrudil za vzorno vedenje in kaseta, ki sem jo prinesel s sabo, je bil album Highway to Hell, AC/DC. Ne? In ta nek rock zvok mi je bil od nekdaj blizu. Na to v bistvu je prvi CD, ki sem ga imel, bil album Roxette, Joyride, se mi zdi, ker je bil to v bistvu edini CD, ki sem ga lahko v preomenjeni Avstriji, torej v Bad Radkersburgu kupil. Ampak je bil dober album, kakovostna pop glasba. In potem se je pa začela največja ljubezen mojega življenja in to je bil grunge. Pearl Jam, Nirvana, seveda, potem pa Alice in Chains, Stone Temple Pilots. To je pa bil že začetek gimnazije. In to je v bistvu glasba, ki se mi zdi, da je zaznamovala našo generacijo. Zanimivo tudi za to težo zgodb vseh teh frontmenov, vseh teh bendov, ki sem jih naštel, ki so se v 4 od 5 primerov končale slabo. Eddie Vedder od Pearl Jam se zdaj dobro drži, to tudi traja. In potem sva tudi z Dominikom imela vrsto bendov. Ker sem pač jaz igral klaviature in manj kitaro, sva pač nekako organsko zatavala v to smer, ki se je pa potem odprla, vsaj kar se mojega glasbenega okusa tiče, po grungu, in to je bil funk, se pravi pop-funk z Jamiroquai, ki so pač izjemen band. In potem so z Dominikom zelo hitro pristala v jazzu, kjer je pač, ne vem, guru jazza pri nas, Brana Rončel, bil iniciator in po moje si zasluži Prešernovo nagrado za to, kako je izoblikoval okus Slovencev, koliko izjemnih glasbenikov je pripeljal, kako je botroval k temu, da smo poslušali res dobro kakovostno glasbo in lahko iz prvih vrst festivalov spremljali tudi najboljše glasbenike na svetu. 2 vprašanja glede na povedano. So ti baterije v kasetofonu zdržale do konca leta? In ali si uspel obiskati koncert, zadnjicev koncert Nirvane, ki je bil v Ljubljani? Obakrat moram reči, nažalost ne. Takrat, mislim, to je bil nek Saba prenosnik. Vem, ker sem iz istih časov, pa poznam te zgodbe. Ampak so bile neke res debele baterije. Tudi ne vem, zdaj oznaka je neka D. Je to isto kot pri košaricah žensk. Od A do D, očitno so bili inženirji motivirani za tem, da poimenujejo baterije tudi tak. Ampak niso zdržale in premlad sem bil, da bi šel na zadnji koncert Nirvane v Ljubljani. To je bilo 97. 98. Letnice sem spomnil, je bila pa moja zgodba ista. Premlad si za... To je bilo mi povedano doma. Pač sem bil še v srednji šoli. Tako da nažalost ne, sem pa pol nadoknadil z Pearl Jami 4-krat, 5-krat, z Red Hot Chili Peppers. In žal mi je za Alice in Chains in pač vse ostalo. Kaj super, neki si. Ja, seveda. Si že takrat kazal kakšne ustvarjalne iskrice? Že zdavnaj. Enem mojih prvih spominov je, kako stojim na kuhinjski mizi na domačiji dedka in babica, kjer smo živeli do mojega 6. leta. In pripovedujem zgodbo o Rdeči kapici in to počnem povsem po svoje, za svojo dramaturgijo, z intervencijami, z tem, da spremenim zaključek, kjer volk pokonča lovca, ker pač so mi volkovi od nekdaj blizu, res krasne živali. In ko sem to v bistvu tam sprožal in uprizarjal, se spomnim tega gromkega smeha mojega očeta, ki mi je hkrati deloval kot neke vrste potrditev mojih talentov. Vsi pa vemo, da če gremo globje v svoje nezavedno, da je to pomenilo, da me je oče opazil v tej vlogi. Zato, ker pač eden izmed drugih teh prvinskih spominov je, kako vsako jutro tečem za očetovo katrco in jokam.
ati. Ne? Solze so mi bile, jokam, ati, ker ga ni bilo. In sem ga tako želel, blizu. Ne? Zgodaj je prišel, ko sem že spal. Ne? In vse, kar sem imel od njega, je to, da sem videl par oči v vzvratnem ogledalu. Jaz sem pa jokal. In zato, ko me je takrat video opazil, me je mogoče to zaznamovalo v smeri, gledaj, če boš to počel, ne, boš upoštevan, boš odobravan. Danes sem bil spet na odru, ki je pravzaprav prispodoba tiste kuhinjske mize. Aplavz je bil dolg, glasen in dobil sem to potrditev, ki je spet mogoče bila ta podaljšek tiste prve očetove. Zdaj se še malo vrnem na glasbo. Prvi koncert me zanima, globalno znan, na katerem si bil, Slovenija, tujina. Prvi, če se ga spomniš, pa še zadnji koncert, na katerem si bil zdaj, ni važen izvajalec. Prvi veliki koncert so bili Rolling Stonesi na Dunaju. Visoko začel. Ja, zelo. Na dirkališču. In ne spomnim se točno, katerega leta je to bilo, ampak je bilo tam v času 3. ali 4. letnika gimnazije, se pravi tam 96, 97. In v gostilno je prišel pač en kolega in je rekel, gremo na Stonese, in jaz bi tudi šel in pol, mama niti slučajno, sploh pa ne z njim. In pol je rekel, pa zdaj bom pazil nanj, ne. In sosed, eno leto starejši od mene, je smel iti in pol je pač tudi izpogajal pri mami, da sem lahko šel zraven z zagotovilom, skoraj da krvno zaprisego, da bodo res skrbeli zame tudi na poti, in to je bila res izjemna dogodivščina, krasno smo se imeli. Bili smo sicer zelo, zelo daleč stran. Stonesi so pionirji tega v bistvu šova, spektakla, in takrat so imeli že precej velike zaslone, ampak to ni primerljivo z zasloni danes. In če se vrnemo na zadnji veliki koncert. Ni treba, da je veliki za zadnji. Mi lahko samo poveš, mislim, kateri je bil. V bistvu pred odhodom v Grčijo letos sem bil na InMusic festivalu, ker sem si ogledal serijo izvajalcev. Še kaj drugega spremljaš, pa hodiš, obiskuješ, predavanja, gledališke igre, mogoče balet, opera? Zaradi Ivinega poklica, torej gledališke in filmske igralke, sem aboniran v mestnem gledališču Ljubljanskem. Ja, seveda grem na vsako njeno premiero. Če utegneva, greva skupaj pogledati še kakšno dobro predstavo, bodisi dramo, mladinsko gledališče. In pač tudi, ne vem, ko so filmske premiere, zdaj sva bila, mislim, sem jo spremljal v Sarajevu, na Sarajevski filmski festival, kjer je imela premiero filma Belo se pere na 90, ki prihaja tudi zdaj v slovenske kinematografe. Seveda vsi vemo, da gre za film po uspešnici Bronje Žakelj, knjižni uspešnici, in da je knjiga pretresljiva, kot je tudi film. Tako da ja, ta kulturni odmerek mi je pomemben. Ko sem na kakšnem kongresu z veseljem prisluhnem predavanju kakšnih svojih kolegov. Tako da ja, pač treba je vlagati vase, in zdi se mi, da zgolj ta eksport, izvoz vsebine iz sebe na eni točki postane manko, na eni točki postane izpraznjenost, in pač dopolnjevati to z dovolj, predvsem kulture, ki je v Sloveniji pač percipirana tak ali drugače, da je to pomembna stvar. Zdaj, danes se ljudje poznajo kot predavatelja, kot pisca, avtorja. Zdaj pač odstranilo se to znake, kako bi se ti opisal, se pravi odstranilo predavatelj, kreativc, bivši avtor, pisec, kako bi se opisal? Mogoče bi vseeno vzel samostalni kreativec, pridevnik oziroma prilastek bivši v stran, ker sem še vedno kreativec. Ustvarjalnost je moja osrednja vrednota že od nekdaj, in ne morem se spremeniti na način, da mi moji možgani ne bi nenehno postregli novih idej, novih premetank, novih domislic, novih prebliskov. In zato imam mogoče
tudi z tem, da grem pri eni vsebini zelo, 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 zelo globoko, veliko več težav kot kdo drug, ne? Ker pač takoj vidim naslednjo atrakcijo, naslednjo premetanko, naslednjo besedno zvezo in se odpravim tja. Ne? In to je recimo v industriji, kot je oglaševanje, fenomenalno. Ne? Zato, ker ti v bistvu vsa naročila, ki jih je neskončno, vse ideje, ki pridejo v poštev, vse te očaranosti, ki želiš, da se zgodijo pri naročniku z tvojimi idejami, so pač nekaj, kar te žene in ti omogoča tudi, da si zelo uspešen v tej karieri, če tvoji možgani delujejo na tak način in če znaš v bistvu tudi dobro prodajati. Ne? In tega slednjega sem se zelo naučil v gostilni in to zelo zgodaj. Ker je pač oče od nekdaj govoril prodaje. Ne? In pač znaš blebetati, znaš neke stvari predstaviti na določen način, dobiš tudi neke vrste diplomatske spretnosti, komunikacijske spretnosti in to je bil paket, ki je v kombinaciji z tem, da je moja glava pogosto vedro petard, kar se tiče proizvajanja prebliskov, domislic in idej, bilo zelo dobro. In v tem sem se izmojstril, postal, kreativni direktor desetletja, pobiral nagrade po dolgem in počez doma in v tujini. In ko sem nekako zaradi izgorelosti zaključil z kariero v oglaševanju, ker pač več nisem želel prenašati vseh teh napornih odnosov, nenehnih pričakovanj, kamorkoli sem prišel, Aljoša je prišel, to bo pač rešeno, super, nagrade, uspeh, vse štima. Sem pač zelo žaloval za to identiteto, za tem nekdanjim življenjem, ampak sem kaj kmalu ugotovil, da pač mimo kreativnosti ne morem je, da je ta osrednji del mene, kar se pač vidi tudi v mojem pisanju, na mojih predavanjih in v bistvu v izdelkih, ki jih nekako ustvarjam še dan danes. Tako da ja, še vedno bi se opredelil kot kreativec. Okay. Kako poteka tvoj običajen dan? Imaš kakšen jutranji ritual in kako potem naprej nadaljuješ dan? Po moje je sedaj to diametralno nasprotno od dni, juter, večerov v moji nekdanji karieri, saj se zbujam brez pritiska, veliko bolj umirjen. Dobro, še vedno imam po izgorelosti težave z spancem, zelo rahel je, zelo enostavno se ga skali in potem imam težavo zaspati nazaj in to več ur, ampak sem se zelo dobro izuril tudi v tem, v pomirjanju, zaupanju sebi in ponavadi pazim na te trenutke prebujanja, zato ker se tam začne že to vrvenje teh zamisli, teh misli, ko je v bistvu naše nezavedno še nekako malo prekrito za to prebujajočo se zavestjo in v tej presečni množici se potem dogajajo krasne stvari. In ponavadi že takoj prileti neka zamisel, nek stavek in že in pol tudi, če se po noči zbudim, moram na stranišče ali karkoli, moram zelo paziti na te prebliske, ker če se možgani prebudijo, pol je konec. In sem lahko 3 ure v neki matrici idej. No in pol se zbudim, po potrebi zapišem te stvari, katerim se potem vrnem kasneje. Ampak najprej je zajtrk, Sofija je zdaj stara 12 let, pa se pogosto oziroma večinoma za šolo že uredi sama, vključno z zajtrkom, kar pomeni brez zajtrka. Zato z Ivo še vedno ostanemo, da poje v zajtrk. Potem pozajtrkujeva z Ivo. Ona začne ponavadi z vajami ob 10, ampak vseeno gre v gledališče okoli 9:15. Jaz sem v tem času že mogoče kaj malega napisal, kaj pospravil po stanovanju in potem peljem psa na sprehod. To traja 1 uro, prijem nazaj, ga potuširam podvozje, da ne kompromitira stanovanja tako in drugače in potem pišem. Sestavljam kakšno novo predavanje ali pa kakšno zamisel, na sestanku
v kakšnem kolegijalnem klepetu predebatiram. In potem v bistvu pripravljam kosilo. Skoraj vsak dan skuham kosilo doma, če jaz predavam, potem to Iva poskrbi, ko pride domov z vaje. Pač poskušava jesti čim bolj zdravo, to želiva pač zagotoviti tudi Sofiji. In zdaj, ko imam to možnost, ker pač nimam klasične službe, mi je to postala zelo pomembna stvar. In pravzaprav to neko svojo novo svobodo, neko svojo novo pomirjenost presojam glede na to, kakšna so moja jutra. So umirjena, ali so nervozna, ali lahko skuham kosilo. In predvsem zelo rad pospravljam. To mi je nekako kompenzacija, izravnava za ves tisti kaos prej v življenju. Ja. In pač mi je neke vrste meditacija. Zelo rad pometam, 2-krat na dan fajn pometem. In tu mi pes pride prav, ker pač gre ven, pa pol spet prinese z dvorišča, pa z... Imaš dosti dela, ti ga naredi. Mislim, da jih prav, da malo pometem, pa tako dalje. No in to je v bistvu nekaj, kar je popolnoma nepredstavljivo. In tako ta svoj introvertirani del sebe, ki mi je super podlaga za pisanje in ustvarjanje, lahko ob večerih, popodnevih ali pa pač kadarkoli so na sporedu, kombiniram z predavanji, ki pa pač moram priti na oder kot nekdo, ki predava in je ekstrovert v tem smislu, potem tudi podpisovanja knjig in pogovori z bralkami in bralci. Kako poskrbiš za ravnovesje med delom, družino, pa konec koncev tudi časom, ki se ga vzameš zase? Zdaj, velik del tega sem že opisal in nek del, ki nas vse daje in je zoporen in nadležen, so seveda, finančne skrbi. In tu je zdaj, ko sem samozaposlen, ko sem pač prepuščen dinamiki trga, svojega pojavljanja in manj vezan na idejo mesečnega dohodka, ki pride ob točno določenem času, bilo nekaj prilagajanja. Moral sem malo spremeniti način razmišljanja. Tudi ta finančni del, te družinske, rodbinske travme, pač prek murskega okolja, ki je pač podobno kot tudi vaše, neizprosno, moraš garati, moraš delati. Tudi starši sem videl pogosto v finančnih skrbeh in to ne ravno majhnih, botrovalo k temu, da pač pridemo z neko doto, to mislim z vzorci, ki nam tudi pri tem, kako se lotevamo nekih finančnih izzivov, kako koncipiramo svoje življenje okoli tega, kaj pravzaprav pomeni biti premožen, kaj pomeni biti bogat, kar je v Sloveniji nepriljubljeno, in kaj pomeni v bistvu biti sproščen z denarjem in ob denarju, da je to neka receptura, ki jo še preverjamo, ki se jo učimo, da je finančna pismenost neko področje, kjer se moramo veliko bolj izuriti. Zdaj sem že malo spet predavateljsko zažel z poti, ampak tudi pri sebi sem moral to neko finančno disciplino in finančno pismenost precej ukrepiti, precej spremeniti. In si v končni fazi tudi, če pač se vrnemo nazaj na mojo izhodiščno nizko lastno vrednost, nekako okronati z tem, da si pač postavim ceno, svojim izdelkom, svojim predavanjem, svojim nastopom. In tako je pač ta pomirjenost včasih skaljena z tem, zakaj me nihče ne kliče, nimam predavanja, nimam tega in tega. Ja. Potem se moraš naučiti zaupati v to. Sploh na začetku je bilo tako, o moj bog. In pol vidiš, da so sezone, da veš, da bo pa, zatiše nekaj časa. Tako. In si veliko bolj potem pomirjen in s tem pride tudi to ravnovesje, s tem pride tudi to ravnotežje. In kot pravim, se recept za ravnotežje pravzaprav skriva že v besedi sami. Za ravnotežje nam namreč marsikdaj, za marsikaj mora biti povsem ravno, če ne nam bo samo še težje. In zato se moraš naučiti tudi to, da se, kot sem povedal v predavanju, da si krepiš to imunost pred tem, kaj si drugi o tebi mislijo, kaj pričakujejo, kaj zahtevajo. In tako je to sobivanje vseh teh polov, pač yin in yang sta stvar, ki se ji v življenju
ne moremo izogniti in pač veš, da bo kdaj krasno, potem bo spet malo bolj naporno, potem bo spet kakšna preizkušnja, potem bo spet fajn in znaš nekako zakoličiti ta teren življenja tako, da ti je na tej progi fajn. Kako preživljata čas s hčerko? Ti imaš eno hčerko, ne, Sofijo. Kaj najraje počneta skupaj? Zdaj je stara 12, tako da ne vem, če se sploh da z njo še kaj početi skupaj, ker je zelo zakorakala v uporništvo, v najstništvo in morava zdaj prav oblikovati nek urnik, da smo skupaj. Ampak prav je tako, ne? In tudi se mi zdi, da je prav, da nama ugovarja, da nama pije živce, da se kdaj grdo obnaša, ker je to obenem, ne, čeprav je to v naši vzgoji nezaželeno, je pa nek signal, da se počuti varno, ne? In ko pogledaš to vso ugovarjanje, afnanje za tega gledišča, da si pač to upa, ker se počuti varno v našem odnosu, ti je kot staršu prijetno, ne? Sicer ne smeš tega za njej direktno pokazati, še vedno moraš postavljati zdrave meje, ampak se naučiš pač teh novih spretnosti, da te nove izzive, ki se vedno znova pojavijo, krutiš in jih pelješ v pravo smer. In prej sva pač bila neločljiva in zelo mi je fajn, da sva stkala v bistvu ta odnos. In za noben denar na svetu ne bi želel biti oče, ki ga ni. Za noben denar na svetu ne bi želel biti neopleten v otroštvo svoje hčerke, v našo družino. In mogoče je izgorelost tu bila neke vrste skriti blagoslov, da sem lahko bil tako zelo prisoten, da sem prav presrečen vsakega tega trenutka. Ko se glih prvi vzgoji, te mi povej, zdaj v današnjem času kar velik problem postal čas pred zaslonom, screen time. Kako se sopada s tem? Imate kakšne prakse, kakšna pravila določena? Kako je s tem pri vas? Jaz sem si namestil aplikacijo, s katero Sofiji dovoljujem oziroma odmerjam čas. In čas sem pač po priporočilih strokovnjakov prilagodil njeni starosti, tako da ima uro do uro pa pol med tednom na voljo za telefon, za vikend pa 2 uri. In pač, ker je zelo domiselna, zelo kreativna, se pretihotapi v moj telefon in si ponastavi te omejitve in potem se seveda skregamo in spet postavljamo meje, sledi kakšna kazen. Kazen je fajn naprej napovedati, tako da ve, kaj je posledica, če jo krši. Ampak ja, mislim, prej sva omenjala šport, v bistvu aktivno, kinetično otroštvo, ki je v seštevku potem razigrano otroštvo in to je prav. To učenje skozi igro, ustvarjanje odnosov na igrišču stran od staršev, urjenje v nekih komunikacijskih veščinah na igrišču, ne, so spretnosti, ki ti koristijo za vse življenje. Danes so pa tehnologije, pač ne, se sam spomnimo, mi smo imeli Commodore 64, pa Atari, pa one joystike, pa one kasete, kjer je po pol ure mogoče se naložila najbolj brezvezna igrica in si šel raje na igrišče. Zdaj pa živimo v času najbolj zasvojljivih tehnologij, ki si jih je človeštvo kadarkoli izmislilo in te seveda za navidezni trenutek miru podtaknemo otrokom že v stajico, že v zibelko, torej prezgodaj in potem uničujemo njihove možgane oziroma sotvorimo povezave v možganih na takšen način, da so otroci odvisni, da so otroci vznemirjeni, da so otroci potrebni tolikšnega dotoka dražljajev, da to za njih ni zdravo. To pač, lahko moralizirava, ampak zdi se mi, da se vsi zavedamo, kakšen je ta problem. Kaj pa tvoji hobiji? Zdaj, poleg klavirja, verjetno veliko bereš, še kaj drugega, kar te sprošča? Če bi imel možnost, bi vsak dan surfal, pa nimam te možnosti. Ne? Kaj počneš? Pometaj.
Se verjetno ti že kar malo pol časa primanjkuje zdaj, kar vse si naštel, sprehajanje, družina. Tako, hitro se dan obrne v Tako, resnici. Pač v bistvu ugotoviš, da v tem razporejanju časa vseeno moraš biti nekdo, ki je discipliniran, ki si naredi urnik, ki ima neko strukturo. In pač nisem človek, ki bi ždel tjaven dan, si pa pač privoščim to neko zdravo sprostitev, meditacijo na sprehodi in to imam itak že vkorporirano v te neke aktivnosti. Tako da potem, ko več nisem obiskoval Nan Budoja, sem pač začel delati jogo, ki je bila moj hobi in mi je zelo koristila pri tej premostitvi poznega obdobja izgorelosti v to precej boljše področje mojega počutja sedaj. In zdaj sem v bistvu tudi zaradi neke investicije v bolj zdravo starost začel hoditi na fitness. Zato, ker pač tudi znanstveno dokazano je, da dviganje težkih uteži, v bistvu pomaga pri tej krepitvi, pri obnavljanju telesa, pri sprožanju receptorjev, novih povezav in ne vem česa vse ne, kar sem imel priložnost spoznati tudi na enem pogovoru, katerega gost sem bil pred meseci v Zagrebu, kjer je nevroznanstvenica dr. Vladka Zoldoš res pojasnjevala dobrobiti fitnessa in prav dviganja težkih uteži za dobro, zdravo starost. Prej si omenil surf, pa greva na dopust, na malo bolj lepe teme. Koliko časovnic si ga sploh lahko privoščiš in kam hodi? To Slovenija, Hrvaška, verjetno tujina. Zdaj naj povem, kako se je začelo. Star sem bil 40 let in Iva je rekla, dajva si, ona je pol leta starejša od mene, dajva si za 40 let pač ne nekaj novega privoščiti, ampak se nekaj novega naučiti. In naj je brez moje vednosti prijavila v šolo surfanja, ki je slovenska šola Quicksilver, ki junija gostuje na Lefkadi, grškem otoku, v mestu Vasiliki. In pač šli smo v Grčijo za 4 tedne. Jaz sem bil namreč prej tisti deloholik, ki si je privoščil 6 dni dopusta na leto, ko smo dobili otroka, podaljšal na 9 dni in potem že godrnjal, da smo predolgo na dopustu. In po izgorelosti je pač Iva rekla, glej, Aljoša, to bo zdaj drugače, jaz med letom nimam nič fraj, vse, kar imam, je pač ta sezona, ko je gledališče zaprto. In pač jaz sem bila ponavadi 4 tedne potem na dopustu, da se res spočijem. In sem rekel, ok, prav, pa gremo 4 tedne. In en teden vmes je bil teden učenja surfanja in najprej sem godrnjal, da me je zdaj pri 40 letih upisala na tečaj javnega sramotenja in da sem moral zdaj pred tu gručo Slovencev, ki pridejo sramotiti na surfu. No, in probal sem in se zaljubil v ta šport in v bistvu zdaj že smo bili 7. leto zapored v Grčiji na istem mestu, isti termin in to za 5 tednov. Tako da je to namenjeno surfanju in uživanju in povezovanju s prijatelji, z družino. Sofija ima zdaj tam prijatelje, seveda že, ki so vsi tudi motivatorji svojih družin in vsakič izrečejo veto, če bi slučajno kdo želel spremeniti načrte in se res veselijo teh počitnic. Kaj pa zimsko dopustovanje? Ga imate? Ki smučate, greste tudi v tople kraje? Podrejeno je Ivinemu poklicu, ki pač med letom nima prosto in vse te počitnice od krompirjevih, prvomajskih so vedno nekako pod vprašajem, kakšna bo v bistvu Ivina sezona, kakšen bo seznam vaj za nove produkcije, kakšen bo seznam predstav in urnik predstav. In zato so zimske počitnice ponavadi v Kranjski Gori, ki je takrat pač konec februarja pravzaprav že bolj namenjena plavalnim tečajem. Je sneg stopljen in pač bolj kot šole smučanja bi lahko bile šole plavanja tam. Ampak se imamo kljub temu fajn, če ima Iva predstavo, ponavadi ima potem kakšne 2-3 predstave
med tednom se odpelje v Ljubljano, igra predstavo in se pač pripelje nazaj. Tako da vedno kaj uspemo stisniti v pač ta koledar in med vse obveznosti. Kaj storiš oziroma kaj počneš, ko si pod stresom? Imaš kakšne posebne tehnike, ki te umirjajo? Ja, kar sem Je se to naučil. dihajne? Kar sem se naučil, je to, da se več na silo ne dajem z stresnimi občutji, kar pomeni, da se več ne želim na silo pomiriti. Ne? In stres ima ponavadi vedno neke vznike in izvire v določenih čustvih, ki jih dojemamo kot, in to je bilo tudi v bistvu v psihologiji nekako prednastavljeno in je mogoče delalo več škode, kot bi bilo potrebno. Tako da se tem čustvom reče slaba čustva, pa dobra čustva, negativna pa pozitivna. V resnici so pa zgolj neprijetna in prijetna. In zdaj vsi smo seveda pač navajeni, da si želimo prijetnih čustev. In potem pride neprijetno čustvo kot strah, kot tesnoba, neprijetno čustvo, ne vem, zavist, ljubosumje, celo take stvari, in se ne počutimo v redu in se obsojamo, da čutimo ta čustva, in ker so bila označena kot negativna, mislimo, da nam zelo škodujejo in da se moramo iz tega takoj spraviti, takoj zmazati ven. In zato nisem pristaš tega agresivnega optimizma, ker moraš za vsako ceno biti ful dobre volje, ampak sem se naučil biti opazovalec sebe in svojih čustev. Se pravi, umaknem se od tega stanja, še vedno čutim, še vedno je telo prežeto z neprijetnim. Ampak tega ne obsojam in se umaknem stran in pustim temu čustvu, da izveni, poskušam ga poimenovati, kaj pravzaprav čutim. Kaj čutim? Nekaj se je aktiviralo, ampak kaj je odzad? Zakaj se tako počutim? Se pravi, strah, da če rečem ne, pač ne bom imel priložnosti, da izpeljem, ne vem, predavanje kdaj drugič. Potem, kaj je še lahko? Nekdo je dal negativen komentar na mojo objavo in se počutim pač pod stresom, nervozno, celo anksiozno in zdaj kolebam med tem, ali grem hitro odgovarjati, jezno celo, ali pustim vse pri miru. In ko znam poimenovati čustvo in se potem še en nivo niže dokopljem do v bistvu tega, ki to čustvo napaja, in to je ponavadi neka travma, neka bolečina, je ta proces spremljena in to satelitsko v bistvu ždenje nad samim sabo ful enostavno. Se reče, nič hudega ne bo, če imaš en negativen komentar, to ne pomeni, da te bo mama spet zapustila. Zdaj pač govorim take malo psihoanalitične puhlice in psihologiziram, ker nisem psiholog. Ampak je zelo pomembno, da vemo pripeti, da znamo pripeti to čustvo na neko prvo zgodnjo bolečino. In zato je ena izmed najbolj neprizanesljivih misli v moji knjigi, Moč taki pravi, da nam srce prvi zlomijo starši in da so vse ostalo le ponovitve. Se pravi, vse to, kar čutim, vse to, kar se bojim, vse to, kar se mi pojavlja kot demon, pošast in absolutni strah v mojem življenju, ima v bistvu neko točko spočetja, ki je najbrž v našem zgodnjem otroštvu, ki je verjetno zaradi naših staršev, ki je zagotovo nekaj, kar se da izpostaviti in to zaceliti. In tako se pomirim tako, da čustvom pustim, da so, da se ne obsojam, da ne čutim sramu, da ne čutim krivde in potem izvenijo in se zreguliram. Drugi način je pa, ko so situacije malo manj uravnotežene in kdo prekorači mejo, pride v nek tvoj ali mnenjski, intelektualni, čustveni prostor, je pa, da postaviš mejo. In to je v bistvu odlično v vsakem odnosu, v partnerskem, v prijateljskem, v službenem odnosu. In Slovenci nažalost zaradi te svoje pregovorne debele kože meje postavljamo prepozno, postavljamo jih potem preveč robato, celo agresivno, porušimo si mostove
in ogrozimo odnose, ker čakamo tako dolgo, dokler nam ne poči film. Ne? In zato, če me postavljamo pravočasno, ko čutimo neko napetost, ko čutimo neko stisko in vemo, da je to z tega naslova v tem odnosu z to osebo, se pač takrat umaknemo, naredimo neko inventuro, pogledamo, kaj ta inventar vsebuje in potem naredimo strategijo, kaj bomo naredili naslednjič. Ne? In seveda je postavljanje meja težko, neprijetno, naporno, ampak začnemo z majhnimi mejami in potem korak za korakom nadaljujemo tako, da pridemo do res nekih sposobnosti, spretnosti, ki nam potem odnose zelo olajšajo in nas posledično ti ne vznemirjajo, ne kalijo našega miru in so takšni, kot si jih zaslužimo. Ne? Se pravi, da so premium in tu v predavanju dodam to prementalko, da če hočemo biti premium, kdo hoče biti premium, naj opremi In ko se pač opremimo znanji, z spretnostmi, je pač vse veliko lažje. Še ena zadeva, ki je v današnji družbi kar problematična, vzame veliko časa, in sicer družbena omrežja. Kako gledaš na njih in na tvojo prisotnost tam? Je tukaj bolj za nujo, informirane, mogoče zabavo? V tvojem primeru. Ja, jaz sem zelo premišljen, takten uporabnik družbenih omrežij. Večinoma jih uporabljam za svoje objave, za komuniciranje z svojimi občinstvi, ker so pač zelo demografsko specifična. Instagram uporabljam za splošno komunikacijo, precej je teh vsebin, ki se tičejo mojega ustvarjanja, veliko je javljanj, video sporočil, vezanih na temo, bodisi postavljanje meja in ostalih knjig. Potem je tu LinkedIn, kjer je mogoče komunikacija malo bolj usmerjena na področje moje v bistvu prvenstvene strokovnosti, se pravi komuniciranje, kreativnosti in mogoče tu podkovanosti z psihologijo množic, torej komuniciranja v obče. In potem je tu v bistvu X oziroma Twitter, s katerega sem se povsem umaknil, ker mi je preagresiven. Res je. In sploh po izgorelosti, kjer telo nima teh kapacitet in teh toleranc za toliko vznemirjanja, sem pač zatem dokončno obračunal. Na Facebook pa zatavam tu in tam. Tako da prvenstveno je to Instagram, ki ga pač uporabljam tako, da podpira mojo blagovno znamko, torej mojo osebno znamko, in mi ustvarja ta stik z mojimi ciljnimi občinstvi. In tu ga znam dobro uporabljati in se mi zdi tudi pripravno orodje. Ampak takoj, ko v bistvu človek začne drsati po časovnici in razume, kako algoritmi delujejo, je dobro, da se čim prej umakne. In tu sem zelo discipliniran in mislim, da je tako prav. Da mi poveš, kakšno stvar o tebi, ki ni javnosti glih znana, se pravi neka tvoja strast, kaj rad počneš, mogoče, ne vem, rešuješ križanke, kaj izbiraš, imaš kakšne zbirke, sestavljaš Rubikovo kocko. Kakšna tvoja strast, ki nam ni znana, ko jo mogoče nisi tokrat izpostavil? Sem zelo nekako izpostavljen primerek, ki ima malo nekih skrivnosti ali pa nekih stvari, ki so neznane, in sploh danes v času, ko se mi zdi, da nas že omenjeni algoritmi silijo, da nekako signaliziramo svoje kreposti, da sporočamo svoje mnenje, da kažemo svoje spretnosti, da zelo malo ostane v tem arzenalu zasebnega, osebnega, skritega. In mogoče tu, ne vem, da pač rad pišem tudi poezijo, da rad nekako razmišljam na načine, kjer z vsem dognanim ne hitim pred kamere, ampak se zatem ukvarjam sam, kjer te recepte, ki jih ustvarim, testiram na sebi in vodim nek dialog s samim sabo, ki je izpolnjujoč. In zdi se mi, da ljudje težko obsedijo sami sabo, da, kot je pokazala tudi zadnja raziskava, bi se rajši z
elektrošokom, da bi rajši elektrošok sprožili v svoje telo, kot da bi bili 15 minut v tišini, da nam v bistvu ta situacija nezmožnosti biti zaveznik samemu sebi, nezmožnosti prisluhniti si, nezmožnosti razumeti se in komunicirati samim sabo, povzroča preglavice v vseh ostalih odnosih. In zato bežimo, zato hlastamo za dražljaji, zato se samo zdravimo na načine, ki so bodisi tradicionalno odobreni, torej v slovenskem primeru alkoholizem, bodisi novodobni, torej z zastavami, igrami na srečo, pornografijo in videoigrami. Vse to skupaj zgolj še poslabša trenutno situacijo, v kateri smo, ki je tudi algoritemsko zaznamovana. Se algoritmi nekako plamtijo to vzhičenje, ogorčenje. Ne? V bistvu, včasih je veljalo, da prodaja seks, ne? Zdaj prodaja ogorčenje. In pač osebki, kot so ameriški predsednik Donald Trump, njegov nekdanji kolega Elon Musk in podobni, seveda znajo prilivati olje na ogenj. In v dobi družbenih omrežij, ker algoritmi takšno obnašanje nagrajujejo in ga tudi prinašajo pred oči in ušesa na milijone občinstev, ustvarja to konfliktno situacijo, v kateri smo se znašli. Zato, ker so se naši možgani naučili, da potrebujejo skrajno mero ogorčenja, vzhičenja in v nekih vznemirljivih dražljajev in informacij, in posledično, ko družbeni mediji in politika ugotovijo, da to deluje, ne, da to zagotavlja pozornost, in danes živimo v ekonomiji pozornosti, se zgodi to, kar se nam je zgodilo. Nezmožnost doseganja konsenza, nezmožnost politične sredine, nezmožnost dogovora, in to je po moje zelo nevarno izhodišče za to, kar se bo dogajalo v naslednjih 15 letih, kar je obdobje, ki bo pogojeno z interferenco umetne inteligence na načine, ki nas lahko zelo, zelo ugonobi. Kaj si ljudje pogosto napačno mislijo o tebi? Marsikaj. Da sem puhoglav, da sem površen, da sem nečimrn, da sem zoprn, da sem marsikaj, kar mi kakšni dajo vedeti v komentarjih na družbenih omrežjih. No, pustva to. Ja, ampak vseeno, ne? To si ljudje mislijo o meni. In ne morem vam iti mimo tega. In prav je, da se do tega opredelimo ne absolutno in kategorično, ne? Kar pomeni v enem scenariju, ampak jaz sem vendarle fajn, zakaj si o meni to mislijo, in potem začutimo potrebo, da bomo zdaj šli zvoniti kar od vrat do vrat in se predstaviti. A vi mogoče mislite, da sem jaz takšen in takšen, kako se motite, imate 1 uro časa, da vam dokažem nasprotno. Ne? To je pač ta potreba nevidnega, neopoštevanega otroka v nas. Druga strategija je strategija neposrednega napada, in ta je seveda popolnoma trapasta in vodi v to nenehno prerekanje, v to partizanstvo v smislu 2 taborov, ne, ki se nenehno kljubujeta, in si ustvariš svoje privržence, ki potem talibansko obračunavajo z tvojimi nasprotniki, kar pač je trenutna slika ne samo ameriške, ampak večina politik v zahodnem svetu. In tretja najboljša stvar je, da se zazreš vase in ugotoviš, da to, kar ti je nekdo očital, v določenem odmerku ni resnično, oziroma kako je to dejansko v tebi prisotno. Ne? In seveda, ja, sem nečimrn, ne? Zato ker pač, ne vem, želim, da moja frizura ravno prav zakriva moj obraz, ker pač manj se me vidi, boljše izgledam, ne?
Sem nečimeren, ker pač želim biti dobro oblečen, ker mi je to bila vrednota, stil mi je vrednota, ker pravim, da to pove veliko o tebi, še preden odpreš svoja usta, in s tem sem si znal pogosto zagotoviti veliko pozornosti, ne? In še danes je mogoče tako. A sem površen? Zakaj mi učitev, da sem površen? Ja, mogoče pa sem. Zakaj nisem teme v knjigi, ki je takšna in takšna, raziskal čisto do konca, ne? In potem, ko znaš ta del sebe prepoznati in si reflektiran in ga znaš zdravo vključiti v svoje nadaljnje prizadevanje in računaš za to senco, ki jo mogoče kdo drug veliko bolj vidi, ali če jo projicira in je v resnici del njega, pa to pove tebi, ker si v sebi tega še ne upa poznati, ne, je to zelo dobra strategija, čeprav je to marsikomu težek mentalni manever, ne, kar zdaj govorim. Zato, ker zatem te dele sebe, ki naj bi bili grozni, družbeno nesprejemljivi, nekaj, kar je pod normativom, kar je pod družbenim standardom, vključuješ tako, da si s sabo pomirjen. In v bistvu moraš za srečo sprejeti marsikaj, predvsem pa sebe. In to pomeni, da veš, na kateri točki si zdaj in da k temu dodajaš samozavest, kar pomeni, da razumeš, da si lahko boljši od trenutnega sebe, v seštevku prideš do napredka, ne? In zato so mogoče mnenja, zato so mogoče komentarji, pa ne da bi jih načrtno šel gledati, Bog ne daj, da bi šel brati spletne komentarje pod mojimi objavami, to je res mazohizem, ne? Ampak ko ti nekdo da vsaj približno konstruktivno kritiko ali pa tudi, če te nekam pošlje, vzameš kot neko priložnost za rast in za napredek. In to se mi zdi, da če bi vsak se vsaj malo potrudil z tem, da ta senčni del, ta očitani del, ta prepovedani del, ki ga ima v sebi, obravnava z določeno mero resnosti, potem pa tudi z določeno mero zdravega humorja, da ne bi bili priča tem situacijam, ki smo jim zdaj. Oglaševalska industrija je znana po hitrosti, pritiskih in seveda kreativnosti. Ti si v agenciji Pristopov pustil velik pečat. Kakšni so bili tvoji prvi dnevi v agenciji? Kako si jih spominjaš? Ja, v bistvu se je zgodilo vse zelo hitro, bliskovito. Pač med študijem sem se vozil vsak vikend domov delati v gostilno in oče mi je enkrat pred nos postavil sobotno delo z oglasom, da Pristop išče pač veliko kadra, med drugim tudi kreativce. Prijavil sem se na razpis, bil poklican, bil uvrščen v drugi krog, sem imel tam razgovor z psihologinjo, kadrovnico, ki je bila najeta, da pač izpelje ta krog zaposlovanja. Potem sem imel razgovor z kreativno direktorico, takrat Matejo Zavrl, ki mi je dala domačo nalogo. In v bistvu, ko sem prišel za domačo nalogo, torej za rešitvijo tega drugega kroga, je bila ta izbrana za proglas v Mladini, torej tisto Mladinino tretjo stran, ki je namenjena družbeno koristnim, družbeno kritičnim oglasom. In ko sem šel prvi dan v službo na Pristop, sem na trafiki kupil Mladino, v kateri je bil objavljen že moj prvi oglas. Torej, svoj prvi oglas sem imel objavljen že preden sem prišel v službo. Tako da od takrat naprej, oziroma tam naprej, pa je bilo seveda vse zelo intenzivno, zelo hitro, zelo hitri vzponi, zelo veliko nagrad in seveda kmalu tudi zelo veliko pritiskov, odgovornosti in raznih uspehov in kulminacija vsega skupaj z vsem naštetim doslej v podcastu, sploh kar se tiče mojih osnovnih vzorcev v izgorelosti in potem temu drugi etapi življenja, kjer sem pač zdaj. Ja. Kako je bilo voditi tako veliko ekipo? Koliko ljudi si ti to vodil v Pristopu? Koliko jih je to bilo? Takrat je bila največja kreativna ekipa v Sloveniji, to, kar skupaj z vodji projektov
nese okoli 40-50 ljudi, v agenciji nas je in v ostalih hčerinskih družbah v Sloveniji nas je bilo okoli 140-150 in v takratni mreži okoli 300 oziroma 350 po vsej Jugoslaviji, nekaj časa tudi na Dunaju in v Bruslju. Tako da pač je to ogromen organizem, ki terja pač ogromno energije, ogromno pozornosti, ampak je hkrati tudi pač to ekosistem znanja, nekega prizadevanja, neke rasti. Pristop je bil takrat tudi v bistvu nenehno v zobeh medijev. Takratni lastniki so imeli veliko v bistvu nekih preizkušenj, afer in to je bilo pogosto zame res težko obdobje, ker se nas je držal pač ta nek pečat. In zato sem mogoče bil toliko bolj motiviran, da moj oddelek, da moja ekipa briljira, da res dokazujemo, da smo najboljši, ne zaradi pač kakšnih, ne vem, dogovorov, privilegijev, česarkoli že, ampak zaradi tega, ker pač je naša kreativnost, strateškost, predanost na res vrhunskem nivoju in vesel sem, da mi je to uspelo doseči. 5 naslovov agencij leta pri nas je v bistvu iz točke, ko sem prišel na Pristop in v kakšnem v bistvu stanju in s kakšnim renomejem in s kakšnim potencialom razvoja je takrat delovala takratna kreativa oziroma kreativni oddelek, je to kar velik dosežek. Ne samo zame, ampak tudi seveda za ekipo. Kako dolgi so bili pa tvoji delavniki, če poštevamo samo res ure, ko si bil zatopljen v delo, pa koliko časa mogoče potem še doma? Je to res cel dan potekalo? Ja, absolutno. To je v bistvu 10 do 12 ur v agenciji, najmanj, ja. Potem pa seveda, ne vem, ko nisem zadovoljen z idejo, pa se ob 3 po noči zbudim, pa razmišljam do 6 zjutraj, potem mogoče še malo zadremo in grem jo že realizirati in spravljati na papir oziroma v življenje. Tako da to je v bistvu, na začetku sem rad govoril, da mi je všeč, da živim v službi idej in ne v ideji službe, ampak na začetku, ko imaš dovolj energije, ko pač še nimaš družine, lahko to raven svoje storilnosti, učinkovitosti zagotavljaš, potem pa, ko začneš energijo drobiti, ko pride več obveznosti, zahtev, ko si že izčrpan od raznih težkih odnosov v tej industriji, je pa to toliko težje. Kako si pa poskrbel za fokus pri delu? Si mogoče... Brez težav. Nisi, da bi naprave sklaplo, maile, zaprl si? Absolutno, tu pač neka higiena mora biti. Ta žvenket mailov pa te stvari sem hitro izklopil. In tudi ko smo prišli v to fazo tega kariernega brutalizma in tega hustle moda, teh prvih vizionarjev, kot so Steve Jobs, z hashtagi 24/7. Njegov tim je imel najvišjo stopnjo ločitev v Silicijevi dolini, s čimer se je on tudi rad javno pohvalil. Sem pač ugotovil, da so to interference v Dori, ki ne vplivajo blagodejno na moje razpoloženje. Zato, ko sem pač bil res kreativno fokusiran, je to bila glasba pa zgolj kreativni fokus in zato sem se tudi pogosto osamil ali tudi šel v kakšen kafič ali sabo potegnil ekipo, da smo lahko razvili ideje na nivoju, kot pač je to moralo biti. Si se tudi ukvarjal z optimizacijo dela? Si za kakšen postopek vzel čas, da si ga zoptimiziral in potem kasneje prihranil čas? Nek ponavljajoči dogodek mogoče? Ja, ogromno procesov smo optimirali in jih poskušali izboljšati. Agencije so podvržene, kot si izpostavil, tempu, dinamiki, zahtevam trga, zahtevam naročnikov in zdi se mi, da smo vedno v neki beta fazi preizkušanja idej in to je tudi prav, ne smeš zaspati, ne smeš počivati na lovorikah. Po drugi strani pa seveda z ljudmi pride tudi veliko različnih navad, ki se lahko razrastejo v določene razvade in spomnim se, da sem moral na eni točki poslati in oblikovati seznam pravil, kdaj se hodi v službo, kako se hodi v službo, kako oblečen se hodi v službo, kako komuniciramo med sabo.
Pač kot vodja imaš vedno neke izzive, vedno neke priložnosti. Kreativni ljudje so zelo, ne vem, kapriciozni, drugačni, delujejo po nekih svojih principih, ob določenih urah, in vse to vzdrževati tako, da je to seveda sinhronizirano z ostalim delom podjetja, kaj šele z naročniki, terja nekaj dodatne energije. No? Ampak zdi se mi, da je prvi pomemben vzgib pri optimizaciji to, da se naučimo poslušati in pogovarjati. In zato bi veliko podjetje lahko izboljšalo svoje procese in optimiralo tudi svoje poslovne modele, če bi znali tako nadrejeni kot tudi zaposleni zdravo, pravočasno in spoštljivo postavljati meje. Ne? In to seveda bolj preprosto pomeni, da bi se naučili pogovarjati, dogovarjati. In vsa podjetja, ki jih obiskujem in imajo zdrave kulture, imajo to vrednoto zdravega pogovora tudi o težkih temah zelo visoko v svojem vrednostnem sistemu. Počasi bo šla na eksplozivna vprašanja, še prej pa eno kratko. Kaj si nazadnje pogooglal? Ježeš Marija. Ne, nisem pogooglal Ježeš Marija. Okay. Bi moral vprašati svojo zgodovino. Googlam precej manj zdaj, mogoče se odpravim na The Guardian in tam hitro odpeketam stran, ker je prenaporno ponavadi. Zdaj itak v bistvu že Google, podobno kot Yahoo, že skozi leta nosi neko algoritemsko vsebino. In ko sem pred časom komentiral prestop Benjamina Šeška k Manchester Unitedu, sem pač pogooglal par nekaj njegovih statistik in zdaj venomer dobivam vse novice o Benjaminu Šešku. Pač algoritmi so te vrste. Moram pa priznati, da pač zelo držim pesti zanj in da sem pogledal par zadnjih tekem, upajoč, da se zgodi ta preboj. Verjamem, da se tudi bo. Če ne v tem dresu, pa v kakšnem drugem. Okay. Čas je za eksplozivno ali vprašanje. Okay. 10 vprašanj, izbereš možnost, ki ti je ljubša ali manjše zlo. Odgovarjaš eksplozivno, hitro, se pravi brez komentarjev. Imaš možnost jokerja ali kvizka. Če ti katero vprašanje ne odgovarja, dvigrat zameno, ga lahko zamenjaš, ampak moraš prej poslati SMS zasebino za PMS 5 ali za PMS 10 na številko 1919 in tako doniraš Zvezi prijateljev Mladine Slovenije. Vrhunsko. Porabiš lahko enega izmed obeh, oba ali pa nobenega. Gledalec, prosim, pošlji tudi ti SMS z vsebino z PMS 5 na številko 1919 in tako doniraj 5 evrov, ali SMS z vsebino z PMS 10, s katerim doniraš 10 evrov, prav tako na številko 1919. Vse donacije gredo v Zvezi prijateljev Mladine Slovenije, ki bodo poskrbeli, da bo šel denar v prave roke. Hvala. Medva pa začneva z eksplozivno. Si? Pa začniva. Jutro ali večer? Jutro. Knjiga ali podcast? Knjiga. Delo od doma ali delo v pisarni? Delo od doma. Avto ali kolo? Kolo. Potovanje daleč ali izlet blizu doma? Potovanje daleč. 10 minut kasneje ali 20 minut prej? 10 minut kasneje. New York ali Tokio? New York. WC papir over ali WC papir under? Over. T-shirt ali srajca? T-shirt. In pa zadnje vprašanje ga je poslala prejšnja gostja Ana Praznik, ni pa vedela, kdo bo gost. Izrael ali Palestina? Palestina. Ok, hvala lepa. Prosim. Zdaj pa prosim še tebe, da postaviš eno ali vprašanje za naslednjega gosta, pa prav tako ne veš, kdo to bo. Okay. Neko vprašanje, dve možnosti, med katerima gost izbere. Ja, se razumem. Ja. Dobro. Ja, fitness ali surfanje. Fitness ali surfanje je zabeleženo. Okay. Za konec ampak zelo pomembno. Ja. Vsakega gosta prosim, da seboj
na dražbo prinese neko zadevo, neki predmet, ki ga zaznamuje, ki je v povezavi z njim ali pa morda njegovo delo. Se pravi, to gre na dražbo, vsa ta seti zbrani zneski gredo pa Zvezi prijateljev mladine Slovenije. In Aljoša, kaj si prinesel ti? Zelo nedomiselno sem prinesel v bistvu zbirko mojih misli, koledar Smisli, ki prinaša eno mojo misel na dan. Danes so mi v Mladinski rekli, da gre ponatisk, ker je razprodano v večini prodajaln, tako da vseeno je nek ekskluzivni artikel. In pač to nam pride prav, ne, da tako vsak dan kakšno drobtinico mojih misli spremenimo v kakšno ali pa v zametek kakšne nove navade, novega razmišljanja, priložnost za kakšno spremembo. Tako da, tu piše raje znotraj, raje vztrajaj, trajaj. In kakšno začetno ceno bi postavil? Mislim, lahko postavimo ceno, kot je v prodajalnah Mladinske knjige, to je 19,99 €, se pravi tržna cena s police, lahko pa začnemo tudi nižje. Bova rekla pa 20 €, pa z 20 gor. Ti povej, ti si šef, vesel sem, da gre izkupiček ZPMS, sam sem tudi že vrsto let boter, zdaj tudi ambasador programa Botrstvo in res jim moram čestitati za ves dosedanji trud. Zbrali so že skoraj 40 milijonov € doslej za pomoč marsikomu in to se mi zdi, da je res. Hvala tudi tebi, kar sodeluješ. Z največjim veseljem. Evo, tako da, super. Smisli. Tole gre na dražbo. Ne bom vas zdaj iskala današnjega datuma, naj povem, da snemava pozno, ne. Gledalci in poslušalci, predmet je že na dražbi, ki traja en mesec, izkupiček pa, kot sem že omenil, gre v celoti Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Vse podrobnosti najdeš na spletni strani ekskluzivno.si in v opisu te epizode. Je pa seveda podpisan. Podpisan, super. Aljoša, kje te lahko ljudje spremljajo v prihodnje? Predavanja, projekti, mogoče kaj novega sledi, kaj novega pripravljaš? Nekako sem začel z pisanjem 4. knjige. Predavam veliko, torej večinoma gre za zaprti tip predavanj za podjetja, mogoče konference, dogodke. Že tako dolgo pa vsem obljubljam ponovno turnejo po Sloveniji, tako da se moram zdaj z mojimi pomagači lotiti organizacije le tega, ker sem rad tak z publiko, rad naokoli. In zdi se mi, da so občutki večinoma zelo obojestranski. In še za konec, kaj bi danes svetoval svoji mlajši verziji ali nekomu, ki ravno začenja ustvarjati na glas in javno? Če govorim sebi, da ga naj ne skrbi, ko se bo izšlo, da je zelo pogumen in izvrsten v tem, kako je zmogel premagati vse ovire doslej in da sem mu hvaležen. Nekomu, ki pa začne dan danes, pa to, da resnične vsebine tega, kar doprinesemo, kar dodamo, ni mogoče zagotoviti z matematičnimi monetiziranimi modeli, torej z algoritmi, in da sporočilo do ljudi pride na načine, kjer so mogoče v igri kakšne starinske, zastarele tehnologije, kot je knjiga, kot je pogovor, kot je predavanje, in da mogoče to hlepenje za spletno internetno slavo ne obrodi takošnjih sadov, kar pa ne pomeni, da si tega ne smejo prizadevati početi, da ni potreba, da se v tem izurijo, ampak da naj sledijo neki svoji edinstvenosti. In zato je moje priporočilo vedno, sploh mladim, ne copy-paste, ampak copy-paste. Ne imitiraj, ker boš iritiran. Potrudi se, postavljati meje, spoznaj sebe, ker tako prideš do svoje avtentičnosti. In pomembno je, da nisi ponaredek, ampak to, kar se skriva na koncu te besede, da si redek.
In pomembno je, da nisi remake, ampak da si remake delo. In kar je še takšnih premetank in nekih vzpodbudnih besed. Tako da to je naša naloga, da udejanjimo talente, s katerimi smo bili poslani na svet, da opravljamo poslanstvo, za katerega smo poklicani. In kot sem povedal tudi v predavanju, poslanstvo ni to, kako si v življenju posteljamo, pač pa to, za kar vsak dan vstanemo iz postelje. Tako da mogoče se danes bolj veselim, da bom šel v posteljo, kot tega, za kar bom naslednji dan vstal iz nje, ampak vseeno je bilo lepo biti v tvoji družbi in upam, da gledalci, poslušalci mislijo isto. Aljoša, iskrena hvala za tvoj čas, besede in nasvete. Najlepša hvala Srečno. za povabilo. Tudi tebi. To je bil podcast Eksplozivno in pogovor s Aljošo Bagalo. Če vam je bil podcast všeč, ga delite s prijatelji in znanci, naročite se na kanal in v komentarjih pustite kakšno mnenje. Vse to mi pomaga, da takšne vsebine ustvarjam še naprej. Pošljite SMS-e in sodelujte v dobrodelni dražbi. Hvala, ker poslušate in se vidimo in slišimo spet kmalu. Srečno!